Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. V soboto. Moram vam povedati vsem skupaj, da sem imel precej taki italijanski prihod v službo. Aha. Kajti od Mariboxa pa sem do radia, sem do glavnega trga. Pač navadno sobotno jutro, ne premrzlo, glih tako fajn malo zadihati. In ko pridem tu bolj blizu središča, ne, tam nekje pri Elektru, Dobro. je začelo tako hudo, nesramno dišati po pici iz pekarne. Smislo pa dobro. Kaj je to? Prav po dobri pici? Ne po pici, ampak prav po pici iz pekarne. Ko je malo drugačen, malo to Ja. Ja, pa kaj te, odkot? Če je kje v kakem košu, veš kdo vrgo sveže, nedolgo nazaj, ni. V smislu, grem mimo koša, ker je bil poln, pa še bolj tu dol po Gosposki. Mogoče ni zdaj pica ali pa ne, Ja. bi šalo na pico takoj v pekarno, da bi šel po 300 kosov tistega cukranega testa. Zdravo. Tako. Za popeniti. Zdravo, holesterol. Kako si kaj? Zdravo, nasičene maščobe. Tako. Zdravo, UKC. Tako to gre. Lepo zdrav v UKC. Ja, lepo zdrav, mimo grede, hvala za vaše početje. In moram reči, da me kar dobesedno priznam, sredi pločnika pred 7 jutro sem se zaslino, prav Kaj ti grem po pico? Ne, ker se pazim. Ok. Bolj Se vidi, ja. Če se malo vrnemo nazaj k vonju, ki je meni vsaj povzročil nekaj več tekočine v ustih. Predstavljajte si, da je sobotno jutro, tako kot v tem trenutku. Nimate nobenih obveznosti, nobenih prevelikih skrbi, ne tako visok obrok kredita, morda najemnina ni previsoka ali pa ste že dolgo časa lastnik svoje nepremičnine. Wow, utopija. Plača je kar kul. V glavnem, eno tako lepo sobotno idealno jutro. Še vedno ste v posteli, glih najbolj fajn toplo je ravno takrat, malo preden se moraš zbuditi. Morda še sončni žarki pokukajo skozi pikice pri žalezijah. Tako, pri pikicah že. Morda že slišite nekaj ptic zunaj, ne? In je vse tak. In ponavadi se zgodi, če niste sami, da od nekoder pridiši, recimo, če imate srečo, že zajtrk po kakem toastu. Ali pa vsaj kava. Ja, jajčka, drugače pa kava. Nekaj vedno iz kuhinje pride. Nekaj se dogaja. Zdaj pa si predstavljajte, kot sva z Markotom razmišljala, kaj pa če? Morda obstaja kdo tam zunaj, ki je to že storil. Pripraviš zvečer testo in zjutraj, spoštovane in spoštovani, staneš ob 6 in svoje sobivalce v stanovanju prebudiš s pico iz pečice. Zdaj pa si predstavljaj, ležiš v posteli, ni zdaj oni zajtrk, kava, roglički, jajca, toast, pašteta, klobase, marmelade, čaj, kakao, bla bla, ampak da te zbudi prav origano, sir, šunka, gobe, malo bazilike. Si predstavljaš, da spiš v posli, pa naenkrat začneš ful vohat pico. Pa priješ ven, vohaš to neko pico. Ja, jaz. Pa je že na mizi, veš, razrezana lepo, pa se samo malo kadi ven. Domača, ne, ko je na kocke. Ja. Iz pleha ven. In imate to za zajtrk ob zdaj 7:24. Tako si zdaj opisal, vse sem imel narisano v glavi. Jaz tudi. Kuhno, kako spim. Jaz sem si to vse predstavljal v tvojem prejšnjem stanovanju dejansko. Ja, ono okno, pa pikice, rolete, pa prav.
No, če je kdo že to prakticira oziroma redno prakticira, dajte javiti na 051 220 220, ker nas zanima, ne, kako je miselnost za tem, kako to poteka v praksi, in to kaki so dobra praksa. pravi občutki, domača pica za sobotni zajtrk. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Danes je torej 21. marec. Fras, ali to pomeni, da je danes prvi pomladni dan? Zdaj, načeloma je, ampak gre se po enakonočju, ne, spomladanskem, in tista je bilo včeraj že. No, tako da je včeraj bil, Ja, tako da je danes prvi pravi, zares. recimo, ja, prvi celi polni. Danes je prvi. Pomlad je že tu, ja. In kaj zdaj? Ja. Če Je glej, meso, kaj je glej, zdaj? kako je vreme. Pa koga briga vreme, če je pomlad? Okay, kaj imamo? Kdo se je rodil na današnji dan? Johann Sebastian Bach, nemški skladatelj, Kralj. tudi Janko Glazer, slovenski pesnik in publicist, pa Slavoj Žižek, naš filozof. Ne slučajno sem zdaj, pardon. Jaz bi samo vsem predlagal in toplo priporočal, da greste na YouTube in poiščete Bilo kaj. bilo kaj, ampak en intervju je, mislim, da pride nekdo z BBC-ja k njemu Ja, domov, ko mu kavč razpada, Sredi intervjuja, ja. pa mu ponudi, ne vem, neki sok, ledeni čaj ali nekaj. Ja, novinarju. Ampak na tak poseben njegov način, Tako. da vse, kar bom izdal. Tudi Ayrton Senna da Silva se je rodil na današnji dan, brazilski avtomobilski dirkač Formule 1. Tako. Tudi Ronaldinho ima danes rojstni dan. Kralj, Ja, nogometnik, čeprav kralj. je že malo gor dobo, ne? Ja. Hvala Bogu. Kdo pa ni? Tudi Gary Oldman se je rodil na današnji dan, meni eden ljubših igralcev, recimo Churchilla, ne vem, če ste gledali, Ja, ja, tam je bil kar vrhunski. No? ja, ja. Pa Matthew Broderick, ameriški igralec. Kateri je že to, zakaj mi- Eden bolj tečnih ksihtov, ki jih vidiš v filmu. Znano mi je ime, a to ti ja. Sir Jessica Parker, mož, ne, je bil, ali še, se ne vem. Kako je te to tega? Dobro. Kak je to tega? Ja, no. Zahaklala? Ja, Ja, mislim. kaj jaz vem, kaj je dal. Doskrat se to sprašujemo, ki, Okej. odkud. Okay. Kdo pa je umrl na današnji dan? George Owen Squire, ameriški general in pa izumitelj. Kaj je to? Music. Music. Ja. Music je ameriška znamka glasbe v ozadju, če prevedemo. A ja, to v liftu pa to? Ja, en si je to zmislil Aha. in je začel glasbo za ozadje prodajati in distribuirati trgovinam. In, A ja, ne vem, toliko po trgovini nekaj špila pač. Ja, zato ker ne špila pač, ampak te spodbuja k nakupovanju A ja, in okej. te pomirja in bla bla bla, vse nagruntano. Zanimivo. Ampak dejansko ne. In kaj pa je, tu pol pride ta izraz, ne, muzika iz lifta, iz dvigala, ne. Ja. In pol sem videl dejstvo spodaj, da niti enkrat oni niso noben lift dali nikoli nobene muzike. Oh. Da oni niso s tem imeli nič, ampak pač Ljudje so pač dali. po njih se pa imenuje kao muzika za lift, ne. Ampak ja, drugače pa po trgovinah pa to, ne, in pol je iz tega se pol rodil ta izraz po tem podjetju, MUSAK je kao podjetje, Okay. z Z-jem pa potem music, kao ta nepomembna glasba v ozadju, ne. Tako recimo tvoj rap A, bi okay. lahko označili za... Nepomembno glasbo v zadnjem. Tako, ja, pol je ta izraz lahko imaš pol, ne, da Ja, tako je od Cota Vileda, ne, da je to eno ta isto. ja. Ok, hvala za to lekcijo iz zgodovine glasbe. Tudi George Foreman je umrl na današnji dan, ameriški bokser, igralec, poslovnež in tisti, ki si je grill zmislil. Tako, je imel svoj grill.
Kaj se je dogajalo na današnji dan? Leta 1750 Marija Terezija izda odlok o cenah poštnih storitev, ki uvede tudi poštne žige. Leta 1963 zaprejo zapor Alcatraz. Ja. Leta 2006 na današnji dan, torej 20. obletnica, je socialnega omrežja Twitter oziroma X. Ja, zdaj je to X. Ja. Je pa danes tudi svetovni dan ledenikov, svetovni dan Downovega sindroma, svetovni dan poezije in svetovni dan lutkarjev. Ja, ker pestra sobota, ne? Ta prvi pomladni dan. Ja. V bistvu, ne? Čez 2 uri, slabi 2 uri, se spet prične na trgu Leona Štuklja. Ob Ne? 10 je? Ja, mednarodni festival čili, čokolada in delikatesa. Mi smo včeraj bili tam, malo testirali vse skupaj in Fajn je bilo, super fajn. čeprav si ti skoraj nekaterih umrl vmes. neki drugi dogodki so se vmes pojavili. Jaz moram priznati, mene vmes resno zaskrbelo, ker sem te videl. In sem mislil, samo obračal sem se, okoli pa gledal, če je kakšen sir ali pa jogurt ali pa nekaj, da bi kdo imel. Ja, se imajo tudi gorenski sir izvrsten, samo Ja, se samo- ti ni dalo iti tja. Ne, ker Lopov. sem nadaleč gledal, pa je bilo vseeno ono pisalo neki čili, pa to mi zdaj, da še ti sir prenesem, ker čili not, pa te tak pelajo. Ja, ampak je bilo tako, da je rekel, da ko sem tega najhujšega, pol oni naslednji ni bil, kot da ni nič od nič. In fora je, da si ti probal, potem pa še Jeger, pa še Dejan in ste vsi lajali. Tako dajmo prisluhniti. Tomaž Medvar, cenjeni kolega, zdaj ko si pojedel arašid s Carolina Reaperjem, pa še neko omako, bi lahko morda recitiral zdravljico. Ne, ker tako ne vem je. To prvo, drugo pa ne samo arašid, še namoča, grisin v omako, Carolina sem Reaper. povedal. Nisi, samo neko omako si rekel, fraz. Jaz lahko ubijalsko. Jaz lahko potrdim. Ja, ko vam govori, da Če bi moramo tako lapa, mora biti ehek fraj. dva zoba sta mi padla. Naj Tako da kislina. orišem situacijo. Tomaž je objohan, ima rdeče oči, piha si pred lapami, mehka kolena. Ja, res. Jeger pa zgleda, kot da je na robu smrti. Če moraš cel čas globoko dihati, pa nog skoraj da ne čutim, prisežem, mravljince imam v rokah, kaj te to je? Ja. Ne, pa morate vedeti, da Jeger cel čas gleda, kot da je na robu smrti, ampak včeraj pa res. Ja, to bo res. No, ampak dejansko so se nama ošibila kolena. Prav malo sem bil tak, kot je. To je noro. Pa sem čist malo, ne, zdaj pa če bi tako, ko so me hoteli nasrat, da celi oni grisin povalam noter po Ja. omaki, Te pa te bi verjetno te pa pelali. bi zna biti, da bi bruhal, da bi mogel rešilec, ne vem. Ali pa bi mi jogurt skozi nos že pol tekel. Tako da pridite, veste, kak je fajn. Ja, vrhunsko. Mislim, vse imajo tudi ostale stvari, Tako. ne, čokolade. Jaz sem recimo probaval sladke stvari, bilo ful dobro, pa ob tem še za jesti, ne, ker so pač, imaš burgere, imaš pač street food. Ni, da ni, ja, imaš pice, imaš vsega boga, ampak da boste si lažje predstavljali, kako to zgleda, imaš tudi na sredini šank, kjer je krajnc, tako da tudi to je ena večjih rešitev. Tudi tega napojili sveta. se boste. Tako, sicer pa vse skupaj lahko vidite na naših družbenih omrežjih, kako približno je vse to izgledalo in kako še bo danes. Tako da pridite, poglejte in seveda vabljeni na trg Leona Štuklja danes tudi. Gospa Repincle, domač? Vse domače, Petržil, Bob, Koreje, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na Mariborski tržnici. Dobro jutro, še enkrat več in Dobro jutro. danes je treba obvestiti vse spoštovane in vse ljudi tega sveta, da vodja mariborskih tržnic, gospe Nataša Matijevič, danes ni tukaj, ampak vseeno sva se midva dokopala do pomembnih informacij z tržnice. Tako, tržnica je, obstaja in vsi so tam in ogromno stvari je, tudi okoliške tržnice seveda obradujejo in delujejo. Ravno gledam slike, recimo včeraj je ena gospa imela velike hoboke ali bajdleke, kisle repe in kislega zelja, tako da še je, čeprav je že pomlad. Okay. To Rožici- še treba zdaj Ja, potamaniti. ja, ja. Ja. Rožic je dosti, ne, ker je lepo mlad. Sicer pa recimo ravno gledam sliko od sirarne Čuš, Staran Falot Premium, se imenuje sir, ne.
Imajo ogromno izdelkov, torej v mlečno-mesnem paviljonu, razne sire iz kozjega mleka, iz kravjega mleka, iz onega mleka, iz tistega. Mislim, ponudba je in zdaj, Res tako je. si ti že zjutraj rekel, ker je prvi pravi pomladni dan, pač treba iti, ne, po meso. Pa je to. Recimo, vsaj to. Ne? Sicer ne pozabiti tudi na ribe, Ja. na morske stvari, na Tako v tržnici. ribarnici spodaj. Ja, tudi to je na voljo. In pa glavna stvar, bankomat je na glavni tržnici. Pa avtohiša pod, mislim, avtogaraža. Ja. Avtomarket Rebernik je spodaj. Lahko avto kupiš še, pa se odpelaš kar. Tako, pa daš zadnji luk. Tako da vse po planu, vse je izjemno dobro založeno, tako da pridite, ker kot so rekli, ne, a je domače? Ja, domače. Je čist drugo, ne, kot s trgovine. Pregled tedna. Ekipa totega radia je na trgu Leona Štuklja obiskala mednarodni festival Čili, čokolada in delikatesa. Ja, vse posnetke lahko najdete na naših družbenih omrežjih in tudi v Audio Špajzi, sicer pa ste vabljeni na festival na trg Leona Štuklja tudi danes od 10. ure naprej. Tako, V naselju Zagorci se je na cestišče porušila kapelica. Fras in Medvar sva opravila glasbene izzive, ki so jih zastavila eden drugemu. Vse najdete v Audio Špajzi na totiradio.si, sicer pa v prihodnih dneh tudi na družbenih omrežjih. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenović je bil pridržan zaradi preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada. Pri UKC Maribor so začeli z rušenjem hiše na Masarikovi. Toti radio so obiskali voditelji Pop TV-a in A kanala Ota Širca Roš, Adi Omerovič in Aleksander Pozvek, vse skupaj prav tako v Audio Špajzi na totiradio.si. Na glavni avtobusni postaji so temeljito očistili uro in na njo namestili mestni grb in logotip mesta Maribor. Tako in žalostna novica pa seveda za vse ljubitelje, kako bi rekel, legendarnega ameriškega igralca in mojstra borilnih veščin. Zavedno se je namreč poslovil legendarni Chuck Norris. In vseh šal, ki so bile na njegov račun, še zdaj sem gledal, da se je v bistvu samo pokril za zemljo in gre spat za več stoletij. Ja, tudi jaz sem videl eno šalo, da ni Matilda prišla po njega, ampak je rekel, da zdaj pa je pripravljen. Šal. Ne, tak. V glavnem, legend in njemu na čast, dajmo se malo spomniti. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the ranger's gonna be. Prej zjutraj, če ste morda zamudili, smo govorili o tem, kako bi bilo, da si dajte predstavljati, da vas na mesto, na eno tako mirno, sobotno, brezskrbno jutro, na mesto vonja po toastu ali pa ne vem, čaju, Jajca, pašteti, ja. kavici, recimo ne doma, da vas prebudi von po pici. Da imate prejšnji dan že perajt testo, zjutraj se recimo, ne vem, 6 pač zbudite, slučajno, nič bom jaz ker, ne, pa greš, pa naložiš pico v pleh, pa daš v pečico, pa je, ne vem, ne, kot je vem, čez 1 uro ali kako dolgo rabi, Ja. 8 zjutraj recimo doma, Pica. Za domača pica. In ne boš verjel, prišel je en SMS. Kaj? Resno? Uroš je pisal, pravi, hvala za idejo o zajtrk pici. Resno si Pravi- šel delati? Pravi, da bi poslal sliko, pa nija pojma kam. Uroš lahko pošlješ na naš Facebook ali pa Instagram. Ja. Tista dobra, stara biskvit pleh pica bo brzinska kot nekoč. Bravo, Uroš, to, ti si pravi ded, to, tak se more.
malo spremeniti, kaj veš, vedno samo eno ta isto za zdaj. kakšne lušte smo mu mogli narediti, da je rekel, zdaj pa bom. Ja, kakšne smo sebi že naredila. Bravo, Uroš. Bravo, Uroš. Pa podol in dober tek, upam, da rata, tako vedno skoraj ratajo. Dober tek. Domače pice. Dajmo se spet vrniti k najni ideji, da bi te zjutraj prebudila domača pica namesto kave in toasta. Tako. Ta von, da bi prišel v spalnico. Saga se nadaljuje, Uroš je rekel, da se je odločil za to, zdaj je poslal tudi slike Ja, in je rekel, da treba ženo pohvaliti, ker se je ona izprsila. bravo žena. In zdaj pazi, prva slika, pač testo, vse to polje šunka gor, potem pa je sir, potem pa še gor, ne vem, zelenjava, slanina, Paprika, nekaj. paprika, ja, rdeča in zelena. Še na sir, slanino. Ja, še to, pa še neko suho salamo, vidim neki, se mi zdi. Ok, in potem, ko je stvar pečena, zgleda čudovito, zraven pa še pražene jajce. Kaj pražene jajce, jajce na oko. Ja, pač. No, te pa govori slovensko. Ja, no, je pražene. Bravo, Uroš in žena. Bravo. Še jajce zraven. Fantastičen zajtrk. Kraljevi v bistvu. In za naslednjič smo tudi razmišljali, recimo tako si predstavljajte eno mirno sobotno jutro, ne, ko nimaš imaš nobenih skrbi. In namesto kave ali pa vonja po čaju, toastu, Ali po pici. ja, ali po pici, recimo da tako ob enih 7:30 zjutraj 8, da se v spalnico prikrade von po filani papriki. Vesolje. Vesolje je prostor, ki domnevno obstaja. Tako, in v domnevnem vesolju živimo tudi mi. Tomaž, si kdaj slišal, pa seveda poslušalke in poslušalci, za Drakeovo enačbo? Drake, Ja, ni Drako, Drakeovo. ne, Svobrežja, Ne, ni. ko ga Drako kliče. Ne. No, to me je malo zakol. Frank Drake je bil. Okay? Okay. Hvala Bogu, da ima ono ekstra črko, ne. Tako. Dobro? V začetku 60-ih je zapisal to slavno enačbo, ne? V poskusu, da bi ocenil število razvitih zunajzemeljskih civilizacij Aha, glede na v velikost. rimski cesti, ne? Ja. S katerimi bi lahko navezali stik mi. Ne? In zdaj sem naletel na eno fino spletno stran, tako orodje je, ker lahko vse neke kalkulacije, ja, bla bla bla, se tako ne spoznam, ampak imaš pa tam knofe, ki jih lahko stiskaš, recimo, če si optimistični znanstvenik in ti izračuna glede na njegovo enačbo, koliko je teh civilizacij v rimski cesti. In imaš, ne, če si optimistični znanstvenik, verjameš, da obstaja glede na vse, kar nam je znanega, približno 7 milijonov civilizacij v naši galaksiji. Samo v naši. Če si optimistični. Okay. Potem je on je Carl Sagan, če se ga spomniš, on je po njegovem izračunu obstaja 1 milijon civilizacij v rimski cesti. Po mojem recimo 3,5. Kaj je milijona? Ja. Okay. Drake torej je ugibal, da jih je okoli 10 civilizacij, ja, Okay. v tem nam znanem okolju. Zdaj sodobni znanstveniki pravijo, da po vseh izračunih je možno, da je to nekje 2,4 civilizacije, da obstajajo. Kar je že presenetljivo meni, no, da so tega mnenja, da nismo mi edini. Ja, logično je, ker glede na velikost bi bilo malo po moje, pa nisem neki, ne, ampak sem malo, ne vem, da nam zdaj užalo, malo tumasto, ne. Ja, malo Da bi je, zdaj samo mi bili. malo egoistično je, če tako gledaš. Ja. Ne? Mogoče ravno obratno, ne, da je ful jih povsod, pa smo mi oni, Butli. da je tam nekaj, glej, tam pa se nekaj razvija. Ja. Ne? Onih pa je, ne vem, 1 milijon civilizacij, pa vsi gledajo sem, gled to, Kaj te bojo? kaj te to je. Rabijo še enih 27 milijonov let. Zdaj on ima kredit, pa se sekira. Recimo.
No, in potem gremo bolj proti tem egoističnim zgonom. Po modelu, da je Zemlja unikat v vesolju, obstaja 1-2 milijonina civilizacij. In pa, če si res pesimistični znanstvenik, oziroma praktično ne verjameš v to, potem po tej enačbi to pomeni, da v rimski cesti poleg nas obstaja še 1,5 milijonina civilizacij. Okay. Ampak nikoli ni obstaja nič. Pa. Ja, to sem hotel. To pa mi je všeč. Res je. Tako da bravo znanstveniki, In bravo Drake. In bravo vesolje. Ja, bravo vesoljci. Tako. Tudi mi smo vesoljci. No? Res je. Ker tam, kiš si, to si. Ne? Ja. Če si v Avstriji, si Avstrijc. Ne? Če pa si vesolje, pa vesolje. Tako. Ko se mi pa to zgodi? Ko si enih 10 let nazaj, če ne še več, kupiš eno tako lepo, navadno, neizstopajočo, klasično, prečudovito stensko uro. Ne, da si jo daš nekam doma na zid. Okay. In si je nisi dal nikoli. V 10 letih. Ja. In Super. si jo daš predvčerajšnjem, Okay. ker jo je mala našla. Glej, ura. Glej, pa baterije imam, zdaj pa lahko damo uro gor. Okay. Damo uro gor, naštelam, vidim, da je oni tečni števec sekundni, ko mi ni všeč, ko ne klikam, ampak ker gre celi cajt. Ne, ko samo gre. Ne, smislu, ok, dobro. In nastavim čas, lepo pridem drugi dan domov in je kaže več 2 minuti čez 6:30. Gledam, kaj? A ura je bila 5. Kot je vse sem dvejal, tudi sekundni, ker je prehiter, te sem not bulo, ne pa še tak 1, 2, ja vem, če ni prehiter, ne, 3, veš, gospod urar. Ja, da je prehitra ura, spet naštelam nazaj, da vidim, kaj bo, ne, prijem drugi dan spet isto, kaže 2 ali nekaj čez 6:30, pogledam pa dobro, kaj je to, in vidim, da je ta ura, ki je bila 10 let zapakirana, da ima da se zahakla ta cajgera in ne gre naprej. Zgleda pa dobro, no, kaj te pa tam veš vodo ravno pogledam in vidim prav. Okay. Verjel ali ne, točno ta problem sem jaz imel enkrat in sem uro gor odprl, Ja, če sem gledal, zravnal to te cajgare in potem je delala. pa spodaj še podlaga, se mi zdi, Ne. da je dvigano malo, veš, in se točno na istem mestu vedno zahaklata. Priporočam, da kupiš novo uro in jo nemudoma začneš uporabljati. Tako, ker sem že pogledal z prve, če so kje lepo tak fajn šraufi, da odpreš gor in jih ni bilo, in sem rekel, dobro, bom vrgel vmešane in nem nikoli vedel, koliko je ura. Pa lep pozdrav. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o... O krapih. Sladkovodnih ali navadnih? Navadnih, teh, ki živijo v Evropi, recimo in Aziji. Mislim, da živijo po celem svetu. Ja, ampak Pa več jih je kot buteljk tako. krapov. Torej, o sladkovodnih ribah. Ja, Okay? dobro, ok. 3 zabavna dejstva o krapih. Prvo, ena vrsta krapov lahko mesece in mesece preživi brez kisika. Ja, v onem not blatu. Ja, pač nič. Ne rabi biti. Ja, kaj pa? Mislim, Če. okay. Kaj še ti največ razložim? Zakaj? Ja, Kaj? Ja, ni kisika, ne more dihati, rekel, ok, da pa nam. Ne? In je Ja, to. okej. In počaka, da se spet, da gre zima mimo, pa to, ne? Da se odstali vse in pol lahko spet. No, ali pa si z repom, malo dela mehurčke tam. Ok, drugo, raziskovalci so odkrili, da lahko samec navadnega krapa približno 1 leto potem, ko so mu odstranili moda, si jih spet regenerira. Predstavljaj si krapa, Z jajcami, to je prvo.
Bomo jih beg vrežajo, pol pa spet. In tretje. Nisem, da bi jajc beg vreza. Ja, so, ja. No, je zraven. In tretje, ena vrsta krapa lahko proizvaja alkohol. Zdaj pa si, čakaj, zdaj malo. Zdaj pa si predstavljaj, da se družijo krab, ki ne rabi kisika, krab, ki si lahko jajce nove naredi in krab, ki proizvaja alkohol. Izjemen vid, ne? Skratka, ko je So bili 3 krapi. pa enemu so jajce zrasle. Spet. Skratka, ko je po zimi mrzlo in ribniki zamrznejo, ko ni kisika, ena vrsta krapa začne spreminjati mlečno kislino v etanol, ki ga potem sprosti ven v vodo skozi škrge, tako da ne samo sebe, še druge. To so vsi. Ja, in pazi, koncentracija alkohola v teh krapih lahko preseže vrednosti, ki so dovoljene recimo za vožnjo avtomobila. Prav se ga gor naredi. Se pravi, so pod ledom pijani krapi. Oje, pa še kuj jajce rastejo v kotu. 3 zabavna dejstva o Dizlu. Od dizla? Ja. Super. Kdo bi si mislil? Ne vem, če ste vedeli, ampak Rudolf Diesel, ne? To je oniko je Diesel, ne? Da si je zmislil Se tako Diesel? piše, ja. Rudolf Diesel je svoj motor prvotno zasnoval za delovanje na arašidovo olje. Res? Ja, s ciljem, da bi naredil gorivo, ki bi si ga kmetje lahko proizvajali sami. Ne? Seveda je polen prišel, pa rekel, ne, bomo mi to vse, ne? Ja, Pa bomo imeli v pesti celi svet. Ne? zakaj pa te danes ni To je bil plan arašidovega motora? zaradi lobijev Okay. naftarskih. Ali pa ker je drago. Olje si videl kdaj? Ne, No, drago je. no. Tako bencin, Ja, bolj. mislim dizel. Ja. Seveda, če vidiš, da je pomanjkanje. Okay. Drugo dejstvo, dizel ima zelo visoko plamenišče, tako da če bi šibico vrgel v hobok dizla, se ne bi vžgalo, ampak bi vgasnilo. Ne bi eksplodiral. Ja. Ne? Tudi nisem vedel, Jaz tudi moram ne. priznati. In pa tretje dejstvo, da je dizel sprva bil zavržen kot odpadni proizvod med procesom rafiniranja kerozina in bencina, dokler se ni seveda njegova uporaba v motorjih popularizirala Ja? v 90-ih letih 19. stoletja. Oh, Najprej pa so bek metali, dobro. zdaj pa gled, zdaj pa Koliko je stojimo, vredno, ne? ko butli na pumpi pa čakamo. Ti imaš dizla? Ja, seveda. Čestitke in vso srečo. Hvala lepa in lepo zdrav in upam, da gre vse po planu, če ste šli slučajno tankat. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel v soboto.